Dober dan in pozdravljeni na letošnjem zadnjem srečanju v spomladanskem ciklu spletinarjev za učitelje in učiteljice slovenščine. Kar 4-krat smo se družili marca in verjamem, da ste slišali uporabne in zanimive vsebine. Če ste katerega od naših srečanj zamudili, si lahko ogledate posnetke na spletni strani irokus.si, v zavihku Moj predmet poiščete v spletnem katalogu za slovenščino rubriko Širimo znanje, tam imate objavljene vse posnetke. Danes je z nami ponovno dr. Igor Saksida. Njegovo izredno zanimivo in navdihujoče predavanje smo poslušali že konec novembra, ko je govoril o tem, kaj je v sodobnem času smisel branja, predvsem šolskega branja, in kako naj potekata branje in soočanje mnenj pri pouku književnosti. Takrat ste nam napisali, da si ga želite še poslušati. Zato se zelo veselimo njegovega današnjega predavanja z naslovom Igrišče zgodb za digitalne domorodce. Če se vam vmes porodi kakšno vprašanje, ga lahko napišete v klepetalnico in na koncu bomo skušali na nekaj vprašanj tudi odgovoriti. Zdaj pa prisluhnimo dr. Igorju Saksidi. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, Andreja, za to prijazno predstavitev in tudi hvala za pozdrave kolegici, čeprav vidim, moram si dati očala gor Ireni, a ne, in še komu. Verjamem, da dan ni najbolj primeren za predavanja, glede na to, da je zunaj prelepo sonce in da bi vsi skupaj radi odšli na pot po tem soncu, ampak kakorkoli že. Ukvarjali se bomo z vprašanjem, kako organizirati pouk književnosti v sodobnem času, pojasnili pojem digitalnih domorodcev in predvsem nas, ki nismo digitalni domorodci, moramo pa iz dneva v dan, tudi zdaj, ko vsi skupaj postajamo neke vrste zombi, kot jaz temu rečem, z digitalnimi domorodci, bi lahko rekli, izvajati pouk književnosti, z njimi diskutirati, jih pripravljati na to in ono, na preverjanje znanja, razna tekmovanja in podobno. Tako da skušal vam bom pokazati tudi svoje izkušnje pri delu s sodobnimi generacijami. Jaz sem vesel, da kolegice in kolege zanimajo recimo temu drobne zgodbe iz mojega pedagoškega laboratorija, ko skušamo s sodobnimi generacijami drugače pristopati k književnosti. Cel svet se namreč sprašuje, kako mladim danes predstaviti smisel branja. Prav gotovo smisel branja ne more biti to, da jim žugamo s pedagoškim kazalcem, kdor ne bo bral Prešerna, pa ne more biti Slovenec ali kaj takega. Razmišlja se o tako imenovanih čustvenih razsežnostih branja, o problemu povezave različnih besedil in tako dalje in tako naprej. Jaz bi prosil, če mi date kar naprej PowerPoint ali lahko grem kar sam. Aha. Pojdimo k predavanju, k temam, ki jih bomo izčrpali. Če nam bo čas dovoljeval, tam nekje pred 5, bomo morda še kak filmček pogledali iz mojega pedagoškega laboratorija. Najprej bi se seveda morali vprašati, kaj je tako imenovano bralno doživetje. Nekaj o tem smo govorili že zadnjič, jaz bi te stvari morda nekoliko nadgradil. Sodobna teorija branja, od pri nas Mete Grossman naprej, govori, da branje ni nekaj, kar je samo avtorjevo in ti kot bralec samo prevzemaš pomene iz besedila, ki ga je avtor napisal, in slediš pravzaprav avtorju in njegovemu svetu v celoti v besedilo, ampak da je bralno doživetje ali branje, čisto preprosto rečeno, povezava, preplet, interakcija med bralcem in besedilom, ki ga je seveda ustvaril avtor, v nekem kontekstu. Recimo, bolj natančno imate te stvari razložene v danes že kar klasični knjigi
Josepha Appleyarda z naslovom Becoming a Reader ali Nastajanje bralca. Povezava med svetom bralca in svetom besedila poteka pravzaprav na 3 ravneh, ki jih lahko zelo na kratko predstavimo. Prva je medosebna raven, gre seveda za dialog med avtorjem in bralcem preko besedila, to je povsem jasno. Tudi modernega bralca zanimajo recimo zanimivosti iz avtorjevega življenja, zanima ga avtor kot osebnost gotovo, poleg tega, da bere njegovo videnje ali da zaznava njegovo videnje sveta v besedilu. Prav tako je pomemben dialog ali pogovor ali povezava na medosebni ravni med bralcem in drugimi bralci. Užitek branja je pogovor med bralcem in besedilom in bralci o prebranem. Tega pogovora v osnovni šoli gojimo zelo veliko, to si upam trditi, na najrazličnejših ravneh ali pri najrazličnejših verzijah bralnega dogodka. Nekoliko manj morda te stvari doživljamo ali pa smo zmožni izražati v poosnovnošolskem izobraževanju, ampak tudi tu upajmo, da se bo kdaj kaj spremenilo. Druga raven je medbesedilna raven, ki je danes zelo, lahko bi rekli temu, važna. Ko bralec bere besedilo, preko besedila stopa v stik tudi z drugimi besedili, ki so temu, ki ga bere, podobna, ki jih je bral prej in tako dalje. Mednarodna matura, recimo kot ena od pomembnejših vrst sodobnega pouka književnosti, govori o tako imenovani novi besedilnosti, kjer spodbuja mlade ljudi, da ob besedilu razmišljajo tudi o zelo neverjetnih žanrih modernega časa, kot je recimo risoroman ali grafični ali slikovni roman. To je pravzaprav neke vrste slikanica v stripu večjega formata. Tako da pojem literarnost se danes širi pravzaprav na vse oblike izražanja. Verjetno bi bilo zelo smiselno, da v tej smeri razmišljamo tudi pri nas, vsaj v osnovni šoli, kjer je pouk književnosti izjemno sodoben, komunikacijski, in skušamo kdaj pa kdaj ob klasična besedila, o tem smo se pogovarjali na prejšnjem srečanju, vključiti tudi kako besedilo iz sodobnega sveta mladih. Pa ne gre tu samo recimo za rap, seveda, o katerem smo govorili zadnjič, ampak naprimer ali za hip-hop, ampak lahko tudi za druge vrste popularne glasbe. Vam povem eno drobno simpatično doživetje. Zadnjič sem imel v 5. letniku slovenistike ali v 2. podiplomskem letniku na Filozofski v Ljubljani eno zelo zanimivo izkušnjo, ko skušam mladim profesoricam in profesorjem slovenščine, bodočim vašim kolegicam in kolegom, predstavljati alternativne oblike dela, morajo potem oni najprej poskusiti te stvari. In je ena kolegica obravnavala dramo Otona Župančiča Veronika Deseniška tako, da je skozi lepljenko različnih skladbic asociativno pokazala pot ali pa nakazala poti do naslova Veronika Deseniška. In potem smo mi ugibali, bi to bila mogoče Madame Bovary, ne. Jaz sem rekel Rošlin in Ferjanko, ker je imela tudi pesem nekaj o prepovedani ljubezni in o smrti in tako naprej. In je bilo ta del ure seveda tudi za povsem resne sloveniste in komparativiste, ki izberejo ta predmet, nekaj najbolj zabavnega, so rekli, kar so kdaj doživeli. Medbesedilnost danes ne pomeni samo, ko delamo v 8. razredu življenje Nika Grafenauerja, se spomnimo, da smo brali Pedenjpeda v 1. triletju, ampak pomeni tudi, da iščemo povezave s pesmimi, ki govorijo o minevanju, o odraščanju in tako naprej, v najširšem možnem kontekstu. V tem smislu boste potem naredili pouk književnosti, po mojem mnenju, relevanten. Če to uspeva na, bi lahko rekli, univerzitetni ravni, se bodo tem bolj spontano na to odzivali in verjetno tudi bolj neposredno in bi si upal reči tudi z večjo mero zadovoljstva vaši mladi sogovorniki. Tretja raven bralnega doživetja je širša, lahko bi rekli družbeno pogojena, kjer nam
branje literature predstavlja, kot bi rekla Meta Grossman, neke vrste možnost širitve razprave o življenjskih možnostih, o tem, v kakšnem svetu živimo, tudi za kritično obravnavo tega sveta. Mi ne beremo torej samo iz čistega užitka, da bi padli v nek svet, pa tudi ne samo zato, da bi usvajali tako ali drugačno književno znanje. Književnost je v resnici neke vrste govorno dejanje, medosebne komunikacije, medosebnega sporazumevanja, pogovarjanja in razmišljanja, tudi kritičnega o tem svetu. Tako pridemo do temeljnega pojma, ki se danes v didaktiki uveljavlja, sodelovalne interpretativne skupnosti. To je skupnost različnih bralcev, različno razvitih, odraslih in mladih. Sodelovalna interpretativna skupnost ve, da branje vodijo različne motivacije. Da mi ne beremo vsi samo iz notranje motivacije, iz čistega veselja, se je popolnoma jasno, da vse otroke ne more 24 ur na dan veseliti branje književnosti. Zato je povsem legitimna tudi zunanja motivacija v obliki nagrade, v obliki spodbude, v obliki sankcije tudi in podobno, ali pa, kot smo rekli, socialna motivacija. Bereš pri književnosti in razmišljaš tudi zato, da se boš lahko kakovostno pogovarjal s svojimi sošolkami in sošolci in boš izpadel, da tako lepo rečem, Jack pred njimi. Ta socialna motivacija deluje zelo dobro celo na visokošolski ravni. Jaz ponavadi take drobne trike potem izvajam z mojimi kolegicami in kolegi, pa rečem, da vidimo, kdo bo letos boljši, koprski seminar ali ljubljanski seminar. In potem dejansko spodbujam zdravo tekmovalnost med študenti, da seveda ne bo ena ali druga fakulteta pri seminarju boljša. In ne vem, morda to tudi deluje. Vsekakor so pa seminarji na obeh fakultetah, bi lahko rekel, izvrstni. Kakšen filmček še kasneje. Sodelovalna interpretativna skupnost upošteva tudi načela sodelovalnega branja. Katera so temeljna načela, če jih skušamo na kratko predstaviti? Prvo načelo je načelo, tako imenovano načelo demokratičnosti. Načelo demokratičnosti pomeni, da ima vsak udeleženec branja, bralnega dogodka možnost, da pove svoje mnenje. Še več, kot učitelji književnosti moramo demokratičnost pravzaprav gojiti, jo spodbujati. Spodbujati pravico učenke ali učenca, da pove svoje mnenje o besedilu in seveda, da ga tudi čim bolj utemeljuje. Da ga zna dokazati, da ga zna vpeti, bi lahko rekli, v besedilo. Temu nasprotno načelo je načelo vodenosti. Bralni dogodek ali bralno doživetje v razredu ne poteka kot neke vrste anarhija, kjer en čez drugega govorimo in ima kar vsak prav, ni vse prav. Načelo vodenosti pomeni, da učitelj, ki je vodja bralnega dogodka, bralni dogodek v razredu, tudi če govorimo o sodelovalni interpretativni skupnosti, seveda ni nekaj, kar poteka samo od sebe in po nekakšnem načrtu, ki prihaja, kaj pa vem, od zvest ali od koga, ampak je učitelj vodja bralnega dogodka. In seveda ne morem bolj jasno podčrtati tudi tega, da vodje bralnega dogodka niso ne starši, ne vem, učitelji iz kakšne druge šole, ki vam solijo pamet, ne taki ali drugačni solilci pameti, ki prihajajo iz medijev. Učitelj je strokovno avtonomen vodja bralnega dogodka. To je seveda v nasprotju z načelom demokratičnosti, ampak saj tudi šola sama po sebi v resnici rahlo paradoksalna stvar. Mi zapremo neko skupino otrok v šolo in potem še pričakujemo, če skušam biti malo duhovit, da bodo pri tem še uživali, ko so celo dopoldne v takem soncu zaprti v šoli in morajo delati recimo račune pri fiziki, matematiki, kemiji ali kaj podobnega. Šola je nekaj paradoksalnega sama po sebi in prav tako sta paradoksalni tudi ti dve načeli. Demokratičnost in vodenost se na vides, na prvi pogled izključujeta, v resnici se pa dopolnjujeta. Kajti vodenost, ki postavi jasen okvir,
ta jasen okvir pa določi strokovna avtonomija učitelja, omogoča večjo svobodo znotraj koncepta demokratičnosti. Tretje pomembno načelo je načelo manj je več. V osnovni šoli si to lahko dovolimo, še posebej zdaj, ko nimamo niti predlaganega seznama avtorjev več. Manj je več ne pomeni čim manj delati, tem bolje seveda, ampak pomeni izberemo malo število avtorjev, izbiramo osrednje avtorje, klasične in sodobne, ne ali, in z njimi delamo poglobljeno. Čisto vse eno je, če na katerem mestu ne boste ravno vseh najpomembnejših avtorjev slovenskega realizma obravnavali. Če boste 2 od 3 obravnavali bolj podrobno, bodo otroci v resnici več vedeli o realizmu, kot če boste v želji, da bi jim povedali čim več podatkov, recitirali, da tako nekoliko hudomušno rečem, telefonski imenik imen in številk. To je načelo manj je več ali načelo osrednjih avtorjev in omenili smo že načelo medbesedilnosti, se pravi povezovanje raznovrstnih besedil. Sodelovalna interpretativna skupnost razvija zmožnost, kot smo rekli, utemeljenega razpravljanja o književnosti s povezovanjem, ne z izključevanjem inovativnega pristopa, to se pravi pristopa, ki je za mlade generacije digitalne domorodce, kot jim bomo rekli, zanimiv, znanja, inovativnost ne izključuje znanja. Profesor Ferber, naš vrhunski naravoslovec, didaktik, je nekoč rekel, kdor ničesar ne zna, tudi ustvarjalen ne more biti, in dela. Inovativni pristopi temeljijo v resnici na večji količini dela. Meni sami študentje povejo, več časa nam gre, če hočemo posneti recimo filmček na podlagi literarnega besedila, kot če bi iz Wikipedije nekaj samostojno copy-pastali, kot rečejo, se pravi kopirali. Bom poskusil, če gre naprej. Ne, aha, gre. No, inovativne pristope imate tule pred seboj. Jaz sem grozno vesel, da mi je ena sijajna gospa poslala 2 primera, ki sta nastala kot posledica prejšnjega seminarja, in če nas slučajno posluša kolegica, ki je te naloge dala svojim otrokom, ji rečem po repersko mega respekt, ali pa če prevedem največje spoštovanje. V 6. razredu učenec je rekel, no končno nekaj zabavnega pri slovenščini, je takole kratkočasno domačo nalogo postavlja. Gotovo rada poslušaš glasbo, spomni se pesmi, ki ti je všeč in za katero meniš, da je po vsebini podobna kateri od Pavčkovih, ki smo jih brali pri pouku. Lahko je slovenska, tuja in podobno. V Wordu dokument mi prilepi povezavo do te pesmi na YouTubeu, da jo bom še jaz poslušala. Na to pa mi vsaj 5 povedih natipkaj, zakaj meniš, da je pesem, ki si jo izbrala, podobna kateri od Pavčkovih pesmi. Torej, če bi šli zdaj taksonomsko analizirati to nalogo, potem vidimo, da to nikakor ni naloga, ki zagovarja samo nekakšno divjo ustvarjalnost in surfanje po spletu, ampak ima popolnoma jasne korake. Od razumevanja sporočil besedila, Toneta Pavčka ali besedil, ki so jih obravnavali, navezavo na medbesedilni svet in še argumentacijo. Učiteljico mora prepričati. No, v 8. razredu je pa tale dogodek, pride domov poba, domov, k mami, se je imel pouk nadaljavo v tem času, pa prav, posluš to, ne moreš verjeti, kaj je bilo danes pri slovi. Učiteljica je na glas, kada ni nič rekla, mami, a lahko rečem, ki je tako bilo, no, eno besedo na F. In potem je citiral tisti rap, ki smo ga zadnjič na predavanju spoznali, odlične reperke Masaja, shut the fuck up, bitch, ni vse tako lepo, ko se zdi. No, in pol nadaljuje pova, in potem smo poslušali en rap in se nekaj pogovarjali o poeziji. On je bil čisto navdušen v 8. razredu nad tem, da so skupaj analizirali 2 tako različna svetova, kot sta recimo v tem primeru moderno izrazje, ki ga uporablja Masaja in je seveda tudi provokativno, in Prešernova poezija, s katero so se srečevali. To so inovativni pristopi, to je pot naprej, to je popestritev pouka, ki se zdi meni naravnost sijajna. Tudi že prej
se da te stvari uvajati v pouk. Tule vam samo kot informacijo pokažem, recimo, kako je mogoče poustvarjalno obravnavati domače branje v 4. razredu. Lahko tako, da hodijo otroci na preduro v knjižnico govoriti bralno značko ali kaj takega, ali pa tako, da pišejo nepomembne podatke, kdaj je šla knjiga, kdo je ilustrator, ali pa, kot je kolegica v svoji magistrski nalogi preizkusila, da najprej aktualizirajo vnaprej besedilo oziroma glavno književno osebo, kakšen bi bil Drejček, če bi živel danes in bi bil star, tako kot vi. In potem vidite tle v prvem delu, danes Drejček bi imel Viber, pa Arnes, pa koronavirus, jasno, pa tako naprej, včasih pa pisma, šola, pošta in podobno. Potem pa naloge, rep, ki ga izvajajo Drejček in trije Marsovčki, tu je celo zapisan, potem dramsko igro naredijo z temi sodobnimi prvinami, okrogla miza o problemih, ki so tretja skupina, torej izvede okroglo mizo o problemih, ki so omenjeni v knjigi, in 4., zelo zanimiva ideja, naredi skupina oddajo o delu ostalih skupin, bi mi lahko rekli neke vrste kritiška reportaža ali kaj takega. No in tu, ne vem, koliko se to vidi, vidite, ta zeleni del pove, da si ogromno število otrok želi take obravnave. Zanimiv bi bil tudi graf, seveda, ko je isto delo po klasični metodi, obnavljanja in podobno, delala v kontrolni skupini, je bil ta delež bistveno nižji. Tako, inovativni pristopi so možni pravzaprav od vrtca do univerze, samo upati se je treba, poskusiti je treba, iti v svet, ki nam je morda za hip neznan, in prepričan sem, da bo delovalo. Digitalni domorodci smo rekli. Kdo so digitalni domorodci in kdo so digitalni ali smo digitalni priseljenci? To sta dva izraza, dve besedni zvezi, ki jo je že pred leti uvedel Mark Prensky, bil zato tudi kritiziran, češ da ni vse tako preprosto, ampak meni se zdi ta metafora domorodcev in priseljencev simpatična. Za digitalne domorodce so tule navedene značilnosti. Pametni telefon je njihova, pod navednicami, kar prva naprava. Prva mislim v tem smislu, da dejansko po nekih izračunih več kot 50% otrok danes že ima pametni telefon kot prvi telefon. Včasih smo imeli telefon res samo za telefonirati, danes imaš na pametnem telefonu lahko več aplikacij in več sredstev za branje kot na računalniku nekateri. Ampak prva naprava mi lahko pove še nekaj drugega. Ta tehnologija, vse te stvari, ki jih ponuja pametni telefon, so nam lahko odlična možnost, da IKT ali te vsebine, ali te možnosti napolnimo s pravo vsebino. Čisto konkreten primer. Take kamere, kot jo ima danes vsak pametni telefon, tudi tisti, ki ga imamo mi, digitalni priseljenci, je verjetno veliko boljša kot marsikatera kamera, ki so jo imeli pred 40 leti, če tako na pamet rečem, v studijih televizije. Omogoča montiranje, omogoča vse. In že pri mojih študentkah, ko jim rečem, lahko s pametnim telefonom posnamete film, pa ga zmontirate skupaj, to njim ne pomeni popolnoma nobenega problema. Jaz bi moral najbrž še enkrat doktorirati, da bi se vsega tega naučil, ker sem digitalni priseljenec, oni to obvladajo zelo dobro. Pa še nekaj, potem ne bodo pametnega telefona uporabljali samo za storije, pa za čete, pa za ne vem kaj vse še drugega, za to prazno komunikacijo, upajmo, da ne tudi za nesramne tvite ali kaj takega, ampak bodo dejansko s to tehnologijo obravnavali, jaz bi kar rekel, relevantno vsebino. Kako to lahko naredimo, morda še kasneje. Individualizem je značilen za digitalne domorodce, kar nas lahko skrbi. Moderne generacije so pravzaprav zatopljene v ta svoj pametni telefon ali pa računalnik, to je že pred leti pisala kolegica dr. Metka Kordi Graberšek. So ljudje, jih ne zanimajo preveč,
v svetu digitalnih tehnologij se počutijo varno, zadovoljno, ker so stvari predvidljive, obvladljive, ne, svet socialnih kontaktov je pa seveda bolj nepredvidljiv. In verjetno je prav pouk književnosti možnost, da se ta individualizem, ki lahko pripelje do v bistvu težav pri delovanju otroka v družbi, nekoliko, recimo temu, preseže. Realizem je po teoriji prav tako značilnost digitalnih domorodcev. Oni so realizem ne v literarnem smislu, ampak v tem, da so potopljeni, bi lahko rekli, v realnost, v ta trenutek, v trenutek tukaj in zdaj, in niti ne mislijo na prihodnost, ki se jim zdi negotova, nepredvidljiva in podobno. Skozi narativnost ali skozi zgodbenost, ki jo ponuja književnost, če katera oblika pripovedi res ponuja zgodbo, je to književnost, še posebej proza, seveda otroke iztrgamo iz tega trenutka ali vezanosti na ta trenutek, v katerem živijo, in jim skušamo predstaviti življenje kot zgodbo, kjer imajo dejanja, odločitve, ravnanja in podobno, kakorkoli temu že rečemo, svoje posledice. Jaz bi k vsemu temu dodal še nekaj. Digitalni domorodci so močno povezani s svetom medijev, kamor sodijo recimo politika. Tule vam dam nekaj primerov seminarjev iz letošnjega COVID leta, ko smo izvajali tudi na seveda fakulteti, pouk na daljavo in so oni delali različne filme. Dva kolega sta si izbrala temo Ostržka v sodobnem svetu in sta seveda naredila dialog med Ostržkom in takrat prav tako aktualnimi zgodbami okrog predsednika Trumpa. In Ostržek se predstavlja, kako laže, pa kako mu potem nos raste, pa to, pa Trump pravi, ja, jaz pa tudi sicer lažem, ampak temu rečem politika. In je bilo nepopisno smešno, ker sta oba tudi odigrala Ostržka in bivšega ameriškega predsednika. Aktualnost. Skoraj da vsi filmi, ki smo jih letos gledali, so imeli seveda kakšne elemente pandemije, pa tega nesrečnega virusa, recimo celo nonsensna pripoved ali nesmiselnica, takole reče Helge Petra Svetine iz odlične zbirke Kako zorijo ježevci, se je povezala s tem, kako Helge, eden od ježevcev, seveda išče po svetu te nesrečne viruse. Potem stereotipi, Bolani Jure je predelava pravzaprav znane fantastične pripovedi Saše Vegri, Jure kvak kvak, ko se Jure odloči, ne tako kot pri Saši Vegri, da bo jedel jagode smetano, pač pa, da bo naročil po spletu različne praške za zdravo prehrano, ki se kasneje izkaže seveda kot skrajno nezdrava in potem mu mama reče, da je zelenjavna juha in domača hrana čisto okej. In razni resničnostni šovi ali te oddaje, ne vem, Sanjski moški in tako naprej, ki jih verjetno vsi poznamo. Jaz vam bom, zato bomo sigurno si vzeli čas, pokazal vsaj prvi del filma z naslovom Sanjski švercar, ki je pravzaprav skozi način resničnostnega šova prikazano srečanje štirih literarnih junakov, Martina Krpana, ki je sanjski švercar, in si izbira ženo. In potem še se na koncu odloči, zdaj mi je kolegica to že tudi dala, no, se strinjam, kar poglejmo si mogoče par minut sanjskega švercarja, da ne bom samo jaz govoril. To je v bistvu seminarski izdelek mojih študentk, treh na pedagoški fakulteti. Dobrodošli v edini sezoni Sanjskega švercarja. Danes se začne boj za srce nepremagljivega sanjskega švercarja Martina Krpana iz Sečovelj. 26-letni ponosni lastnik prevozništva, ki z Dunaja prevaža ljudi in še kaj, v prostem času skrbi za svoj ranč, ki si ga je privoščil s težko prigaranim denarjem.
Za svojo izbranko želi samo svojo žensko, ki bo njegovo samotno življenje spremenila v pravo dogodivščino. Zanj se bodo potegovale naslednje 3 tekmovalke. Dobro, bi prosil, da tukaj ustavimo, da seveda ne bomo cel film gledali do konca, potem se on seveda odloči se na srečo za Piko Nogavičko. Kaj pa so digitalni priseljenci? Digitalni priseljenci smo torej mi, starejši, bi lahko rekli, ne najstniki, ki nam verjetno prvi medij, s katerim vstopamo v svet, ni bil pametni telefon, ampak mora biti knjiga ali televizija, kinodvorane, gledališče ali kaj drugega. Ključno vprašanje, ki si ga zastavlja Žeprenski, je seveda, kako naj digitalni priseljenci sploh komunicirajo, se sploh sporazumevajo z digitalnimi domorodci. In tu bi lahko iz njegovih spoznanj ali priporočil marsikaj izpeljali, pa naj bo morda to, kar sem napisal, glavno v smislu poudarkov, naj bodo ti 3 poudarki glavni. Najprej zanimive bralne naloge. Jaz trdim, profesor Google, kot se temu reče nekoliko površno, ni vse. Jaz sem zelo navdušen, da v eni od knjig, tule jo imam celo pred seboj, učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence, ki ste jo napisali 2 ključni didaktičarki, ponovno prihaja do izraza klasična, stara, dobra metoda razlage. Prav s tem argumentom, da profesor Google pač ni vse. Namreč Google, oziroma če mu rečemo internet ali svetovni splet, je pravzaprav eno veliko smetišče, bi lahko rekli. In najti tam kakovostno, strokovno utemeljeno razlago nekega problema je pravzaprav bistveno težje, kot če ti to strukturira tvoj sogovornik, vodja bralnega dogodka ali drugače rečeno učiteljica oziroma učitelj, profesor književnosti. Zanimive bralne naloge lahko izhajajo iz tako imenovanih usmerjevalnih glagolov. Nekaj takega ima recimo mednarodna matura, seveda na neki drugi ravni, kjer učimo otroke že, bi lahko rekli, od prvih korakov v svet literature, zlasti v svet razmišljanja o tem, ne samo doživljanja, kaj pomeni analiziraj, kaj pomeni opiši, recimo književno osebo, kaj pomeni najdi podobnosti in razlike med, ne vem, Prešernovo balado Povodni mož in Aškrčevo balado Mejnik, recimo. Kaj pomeni pojasni, da ni to isto kot opiši, ali razpravljaj o tem, ali razpravljaj s sošolkami in sošolci, o vrednoti ali evalviraj, kakorkoli pač uporabljamo tujke. Ovrednotiti ni pomeni to, tak pesem mi je pa čist brez veze, ampak pomeni postaviti tezo in jo dokazati na podlagi besedilnih potez in značilnosti. Dokaži, da je, ne vem, bistveno pri Kosovelu to in to. Če jim bomo predstavljali takele glagole, take usmerjevalne, recimo temu, napotke, potem bomo z njimi razvijali tudi ustrezne bralne strategije. Tudi o tem bi lahko prav poseben seminar naredili, naprimer ob kakem besedilu. Če bi se srečali kdaj v živo, bi bila to lahko tudi odlična naloga za skupinsko delo. Vloga dnevnika. Vloga dnevnika branja pri razvijanju bralne kulture je seveda bistvena. Branje lahko danes mladim bralcem, jaz sem to tudi poskusil, ne samo v dialogu s študentkami, tudi kdaj grem na kako šolo o tem govoriti, pa smo se v 3. triletju
sogovorniki o tem pogovarjali. Danes je po moje književnost imenitna možnost, da si vzameš čas zase, da se preprosto odklopiš. Umiriš in odklopiš, greš, ne vem, v tako lepem dnevu s knjigo ob Ljubljanico in jo bereš in imaš telefone doma in te nihče ne vznemirja, nihče ne posega v ta tvoj svet, v katerem razmišljaš o stvareh in si, kot bi temu rekli, zatopljen. Zatopljenost je tudi ena od, če boste brali Sonjo Pečjak in ostale teoretike psihologije branja, ena od pomembnih kategorij notranje motivacije. Da je to, da ko padeš v knjigo. Potem književnost nam ponuja tudi možnost za domišljijsko in čustveno doživljanje ali odzivanje na ta svet, ne samo za racionalno, razumsko vrednotenje sveta, za občutenje narave, za sočutje, z recimo književno osebo, ki ima kakšne probleme, za smeh, za igro in tako naprej. In dnevnik branja, ki ga pišemo ob tem, ko beremo, zlasti, če se pripravljamo na pogovor v razredu, je seveda bistven, kajti če si ničesar ne zabeležimo, če ob besedilu ne napišemo ničesar, se najbrž pri pogovoru ne bomo tako zelo spomnili vseh doživetij, občutij, zaznav, kot se jih, če tak dnevnik napišemo. To bi bila v 3 besedah teorija. Jaz sam izvajam pravzaprav delo z mojimi mladimi sogovorniki na fakulteti tako, da jim nikakor ne ukažem. Vsi morate napisati dnevnik branja, sicer ne morate imeti izpita, pika. Ampak jim rečem, če želite, pišite dnevnik branja, pol vidim kakšne take poglede, in potem jim rečem, vam bom povedal, zakaj. Torej, vprašanje moje je, kako kolegice in kolege prepričam, da napišejo dnevnik branja in to na roko, ker jim rečem, če boste dnevnik branja že pisali, pisanje je pa prostovoljno, kot smo rekli, ga bom odprl samo, če ne bo v digitalni obliki. Kaj potem na roko pišemo? Ja, kako pa to, se rekulejte. Prva stvar, možganoslovna teorija nas uči, da če uporabljamo gibanje z roko plus branje, da to aktivira bistveno, lahko bi rekli, druge centre v možganih in da si je spominjanje na branje bistveno boljše, kot bi bilo, če tega ne počnemo ali pa če tipkamo. Potem jim povem za eksperiment v Ameriki, ko so študente razdelili na pol, poslušali so isto predavanje. Eni so pisali na računalnik, drugi na roko. Isto predavanje. In potem so jim čez nekaj časa dali teste. In ugotovili, da tisti, ki so pisali na računalnik, so dosegali pomembno nižje rezultate kot tisti, ki so pisali na roko. Iz prejšnjega argumenta izhaja odgovor, zakaj je temu tako. Popolnoma jasen je. In še nekaj jim povem. Glejte, saj dnevnika branja ne delate za mene. Zato ni treba nekih krasnih ilustracij in fotografij in ne vem kaj snemati iz spleta, pa to sestavljati v čudovito lepe črke in natisniti, da bo fancy šmenci in da bo Saksida rekel, wow, koliko lepo. Delate za sebe. In če boste vi znali prebrati, če boste vi zadovoljni s tem, bom tudi jaz zadovoljen s tem. Saj se ne bom matral s tem, ko bom bral dnevnik branja od A do Ž. Jaz ga potem prelistam na ustnem izpitu. Seveda, da ga, če ne pa brez veze, da jih sploh nosijo. In na koncu jim rečem pa še nekaj. Če ste pa tako naumni, da boste pa na roko prepisovali iz Wikipedije vsebine, pa vam pa itak ni pomoči. In se potem malo nasmejimo vsi skupaj in dobim, recimo, vam bom zdaj pokazal, če mi bo tole reč uspelo deliti. Prejle sem bil že uspešen, morda bom tudi sedaj. Ja, poglej. Zdaj moram pa narediti takole, pa tole kar dati stran, pa mogoče tole še zapreti, samo da jaz pogledam, kje imamo zdaj, tule bo, nekje. Evo. No, odpri se. Bom jaz ustavi so uporabo naredil, pa najprej tole odprl, pa potem vam pokazal tele dnevnike branja. Aha.
Evo ga, ker sem prej nekaj drugega poskušal odpirati, če se vam ljubi toliko časa biti še potrpežljivi, samo še 2 klika in bo. Zdaj bi pa to že moralo biti. To je tole. Evo, sej vidite, ne? Če ne, me bo pa kolegica, ki spremlja to, opozorila. Takle dnevnik branja dobimo, recimo lepljenko, tu je Matilda, s ključnimi besedami in ključno mislijo, so much to say, no one to listen. Potem naprej, Debeluška Janje Vidmar, samostojne ilustracije, ne? Z spet ključnimi besedami. Pa recimo ena od najbolj zanimivih interpretacij za moje pojme problemske slikanice Saše Vegri. To niso pesmi za otroke ali kako se dela otroke, ni slikanica, ampak je pesniška zbirka, skozi znano zgodbo te deklice, pač, ki se je borila, kot veste, za pravico do izobrazbe. Pa potem takele stvari, ne, živalske uspavanke v ključnih mislih. Skoraj, da bi lahko rekli neke vrste premica dogajanja. Celo, kdo mi naredi strip, dnevnik branja v obliki stripa. Pa ena od odličnih aktualizacij pesmice Enkrat, ko bo očka majhen, ko bo majhen in poreden, ves polulan, sladko sneden, sedel vid bo za volan, to bo enkrat kar en dan. Ne? Zgodba o odraščanju, o minevanju časa, danes je videk tule noter, pa je očka velik, nekoč bo pa očka majhen, pa bo videk velik. Tridimenzionalne dnevnike branja mi nekatere prenesejo, takole tak paket bi lahko rekli ogromozanski, kjer nalepijo ključne motive, tu potem še kaj napišejo, to je problemska knjiga z naslovom Škorček norček, pa seveda takile povzetki pesmi, tudi taki zelo nadrobno napisani in večkrat podčrtani, kot vidite, je kolega ali kolegica to natančno študiral, potem pri pripravi na izpit Avtomoto mravlje, problemska literatura o totalitarizmu z različnimi interpretacijami, kaj vse je totalitarizem bil. Tu vidimo od elementov mučenja v srednjem veku pa do izmov teh ali drugačnih vrst. Nekateri se odločijo, da bodo dnevnik branja delali tako, da bodo stvari brali svojimi mladimi sogovorniki, člani družine in potem otroci naredijo ilustracije ali pa v tem primeru mislim, da nečak, seveda ne otroci mojih kolegic in kolegov, ampak mlajše sestrice, bratci. Navodila za preživetje v mladinski književnosti je Empova naredil dnevnik branja, kjer je, tako ga je naslovil, kjer je povzemal praktično nekatere stvari v smislu naukov, ne, navodil, ki jih dobi iz življenja. Potem so pa take stvari, tudi didaktične, ne, imaš list, pa kuverto, pa potegneš ven in je zgodbica, pa recimo, ne vem, majnice, fulaste pesmi v obliki SMS-ov, Maček Muri in interpretacija, kako je njen maček tudi lahko Maček Muri, ko so leteči žlici, ne, sta tu na neke vrste žlica za verjetno ali lopata za kidanje snega, pa prijateljstvo in tako naprej. No, tu je samo en droben del seveda tega, samo en del tega, o čemer smo govorili, verjamem, da je možno narediti še kaj drugega. Gremo naprej. Upam, da ste tole vsaj nekaj od tega videli in če se to ljubi delati kolegicam in kolegom v drugem letniku fakultete, ob vsem drugim, verjamem, da bi zmogli prepričati tudi mlajše v dnevnike branja te vrste. Dnevnike branja boste lahko dobili, seveda zdaj, če smo tudi pri projektu, ki ga izvaja založba Rokus, dobili tudi pripravljene vnaprej. Gre za igrišče zgodb, za moje pojme izvrsten projekt. Sem bil ponosen, da me je založba povabila kot recenzenta k temu podjetju, bi lahko rekli, k tej pomembni nalogi za vse mentorje. Narediti namreč kakovostne naloge, kot sami veste, ni enostavno. In temeljna značilnost
po mojem mnenju, dnevnikov branja, ki nastajajo in so seveda podlaga za vse tiste naloge, ki jih boste tudi vi lahko kdaj v prihodnje dajali svojim otrokom, jih dopolnjevali na podlagi idej, ki so v tem delovnem zvezku. Temeljna značilnost je veznik in, ne ali. Se pravi, ne sodobno ali klasično, in seveda rečemo klasično kakopak, ampak in. Tu imamo že prvi in. Klasične, pomembne naloge priklica. In velja tudi za vrsto bralnih nalog. Se pravi, tu boste recimo ob knjigi Srebro iz modre špilje imeli, mi bi lahko rekli, kar klasično nalogo, dopolnjevanje preglednice, ime književne osebe, kaj književna oseba počne, pomemben dogodek in recimo neka bistvena lastnost. Ob takih klasičnih nalogah so pa strašno zanimive tudi aktualizacije. Recimo, dve sem takole izrezal. Naloge oziroma dialoge odigrate v razredu in jih smiselno preuredite tako, da bo nastalo nadaljevanje z naslovom Srebro iz modre špilje 2. Potem pa lahko to seveda posnamejo. Če menite, da je nadaljevanka zanimiva, jo lahko objavite na spletni strani. Otroci to radi objavljajo in objava je lahko motivacija za sošolca, sošolko v kakem drugem okolju. Razdelite se v skupine po 4 ali 5, vsaka skupina si izbere odlomek iz knjige, po katerem bo posnela kratek film, vendar mora spremeniti kraj in čas dogajanja, in tako naprej. Potem te tehnične stvari in omemba tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, književnost na film. Klasične naloge in aktualizacije, znanje in vrednotenje oziroma uporaba ali kakorkoli že temu rečemo ustvarjalnost. Naprej gremo z inom. Humor in resnost. Ob Martinu Krpanu vidite recimo tukaj en tak majhen strip, si predstavljaš svet brez soli, neslana šala in pa neslana hrana in pa neslane šale, ne hvala. Si za šalo, zakaj punce živijo dlje od fantov? Zaradi firbca. No, o tem govorim. Skratka, tak hec recimo med dvema sogovornikoma. Potem imate pa tudi naloge, ki so humorne. Recimo, mem z motivom Martina Krpana. Tu, če ga vidite, Martin Krpan si reče, samo še vozilo ali kako že avto zamenjam, pa bo, ker mu ta kobilica, kot vidite, že bolj je že rahlo shirana ali kaj podobnega. Lahko naredijo recimo, ne vem, kako novico, sem Krpan in iščem ženo. Cesarico je zaskrbelo, ko je slišala, da cesar v zameno za zmago Krpanu ponuja hčer Hero. Postavi se v vlogo cesarice in tvori ženitni oglas za Martina Krpana in podobno. To so humorne, smešne naloge, ob tem pa ne pozabimo na resnost, ki recimo sestavimo osebno izkaznico avtorja Martina Krpana, ki vam ga najbrž seveda ni treba predstavljati. Tako, sodobni svet. Avtorji Igrišča zgodb so se nenehno, na vsakem trenutku bi lahko rekli, spraševali o tem, kaj je relevantnost izbranega besedila za mladostnika. Tudi pri izbiri besedil. Iskanje Eve je mladinski roman, ki govori o recimo prijateljstvu v času interneta, v času spletnih komunikacij. In imate recimo uvodoma tak pogovor, katera družbena omrežja uporabljaš, katera od njih uporabljaš najpogosteje, koliko časa na dan preživiš na njem, ali se strinjaš s spodnjo tradicijo, razloži. Današnji mladostniki so precej nedružabni in odtujeni, prej smo govorili o individualizmu, saj več ur dnevno preživijo na telefonih, računalnikih in družbenih omrežjih. In iz tega je potem izpeljano, seveda, so izpeljane naloge, ki se navezujejo na roman, ki govori o teh stvareh. Izročilo, poleg iskanja Eve, torej interneta, ni prav nič narobe, če tudi v sodobnem svetu beremo
tipična izročilna besedila. Recimo tu pred nami je nekaj idej ob Vorančevih solzicah, prvo pismo, ali pa recimo srečanje Cenclja in Voranca po mnogih letih predstavljata si, najbrž bo to delal v dvojicah, da se je Cencel vrnil iz tujine, postal je uspešen poslovnež. Z Vorancem, znanim pisateljem, se pogovarjata o otroštvu. Ne drugače je pa to, mi vemo, kakšna tema je v literarnem besedilu, ki ga skuša Dnevnik branja pokazati. Tako, zdaj smo pa že pri koncu, ko nam ostane samo še, da se vam zahvalim za predavanje, da vas povabim k preizkušanju gradiva, ki nastaja, predvsem pa k pogumu za delo z mladimi bralci. Če imate kakršnokoli vprašanje, sem vam na voljo zdaj. Dogovorili smo se seveda tako na založbi, da bomo nekaj časa namenili tudi vašim vprašanjem. Če želite, lahko pogledamo še kak film, Sanjskega švercerja smo že videli, lahko bi pogledali tudi Zum pravljičnih junakov ali pa Bolanega Jureta, tudi to imamo še na zalogi. Če nikakor ne bi hodili oditi v to svetlo popoldne, ampak na tem mestu bom jaz postavil piko, predal besedo kolegici Andreji Ponikvar in vam za vprašanja. Ja, hvala lepa za tole odlično predavanje. Meni je zelo žal, da smo za zasloni in da zdaj ne moremo v eni predavalnici skupaj malo izmenjati svojih vtisov in izkušenj iz razreda. Jaz sem prepričana, da učitelji imajo veliko zanimivih izkušenj, ki bi nam jih lahko povedali. Tako da, Igor, če se strinjate, bomo enkrat organizirali srečanje in delavnico v živo, da bomo izmenjali te izkušnje. Upam, da nam bo kmalu to čas omogočil. Tako da vendarle zdaj le spodbujam, da kaj zapišete mogoče, da malo podelite z nami kakšne vtise, kakšno vprašanje, če imate, imamo še nekaj časa. Tako da, če kdorkoli želi zdaj izkoristiti, evo, zahvaljujejo se nam seveda vam za odlične ideje. Mislim, da je bilo res krasni dnevniki, ki so nastali vaših študentov. To je, mislim, da nekaj, kar si lahko res vsak učitelj samo želi, da tako navduši svoje študente ali pa učence, da mu takšne izdelke prinesejo. Res, ta ura je res zelo hitro minila, tako da, če res mogoče ni vprašanj, se tudi jaz strinjam s tem, da izkoristimo še malo to lepo popoldne, mogoče s kakšno knjigo na soncu. In se najlepše zahvaljujem za to odlično predavanje in upam, da se vidimo spet kmalu. Hvala tudi z moje strani. Tako, to je bilo potem za danes vse in nasvidenje.